Hej vsi skupaj, to sem jaz, Alen Podlesnik, uradni unboxer Republike Slovenije. Kot vidiš za mano, smo na Dobu. Vem, navajeni ste, da jaz odpiram stvari, ampak danes grem pogledat, kako je čez pa zaprto. Naj te takoj potolažim, ni tako hudo, kot se sliši. Alen gre spoznat poklic pravosodnega policista. Še prej pa bo spoznal Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, ki ima zanimivo zgodovino. In da ne bo sam, sem izrihtal tudi enega prijatelja, ime mu je Gašper in skupaj bova šlamal čez... On je Gašper, ne? Ja, ne. Prva postaja! Nič me je pustil sploh streljati. In jaz tudi mislim, da to ni tako neumna ideja. Imaš prav. Kaj? Napolni orožje! Zdravljeni! Usposabljanje za pravosodnega policista traja 5 mesecev in v tem času dobro spoznajo rokovanje z orožjem. Zdaj gremo pa dejansko malo bolj v zapor pogledati, kako prešvertati paket noter, oziroma kako nam to totalno ne bo ratalo. In tukaj prvo presenečenje. No, ali zdaj gremo pa v zaprti del, tako da bom prosil še te mobilne telefone pustila v omarici na samem stolu. V tem momentu je Alen dojel, da bo to njegov najtežji unboxing do zdaj. S kakim orodjem delamo, ali pač to... Pošto odpirate, ali... Tudi če najdemo pisansko pošiljko, same vsebine ne beremo. No, to unboxing je kar nekaj časa trajalo. Alen je vmes našel prepovedane substance, pištolo. Problematično. Kao ne, papir je not, gled to. In ko je mislil, da je to vse, Mislim, da je mogoče tole najbolj površen pregledom. Se je dejansko se na tej pokazali. pravosodni policisti včasih takole pregledajo tudi do 30 paketov v enem dnevu in tukaj ni prostora za napake. Zapakiran je sicer šolski plinski razpršilec. To so prostori, kjer se lahko zadržujejo, do obiska za steklo. Zdaj pa so nam pripravili prikaz pregleda sobe. Ajde, povej, kaj me damo? To marihuano bo morala poiskati psička. A ji bo šlo? Normalno, da bo najdla, tako bomo je bil čisto pohite. No pa poglejmo. Napaljena je! Gremo! In ko se usede, je to znak, da je našla nekaj. Bravo, psička, in ja, delo pravosodnega policista obsega tudi delo s policijskimi psi. Vsi imamo v mislih, kako je v zaporu ful silja, pa da je ful, da je tak grd poklic, ampak dejansko, tako ko zdaj gledam tukaj, se mi zdi tako dosti normalen poklic. No. To lahko rečem? Ja, lahko rečem. Glavno orožje pravosodnega policista je komunikacija in ne prisilna sredstva. S komunikacijo razrešuje večino konfliktnih situacij, če pa to ne gre, potem pa z usposabljanjem pridobi čisto vsa potrebna znanja pravilne uporabe prisilnih sredstev. Miruj. Tukaj vidite primer samoobrambe. Brigita sva se hitro zbližala, mislim, da je eno lušno prijateljstvo. Ali pa tole. Kaj mi delate, Umirite se, stopite od vrat! Zdaj pa prikaz upada v prostor. No, mislim, ful si ne želim biti na uni strani vrata. Gremo! Kako kul je bilo pa tole. Zdaj smo v tem bivalnem delu zapora, tukaj žal ne smemo ful veliko snemati. Je pa to ta del, kjer načeloma bi kdo od naju lahko stal, če bi pač bil ful problematičen. Da si tu, v tem delu, si moraš kukar zaslužiti, že ne? Ampak je malo scary stati tukaj dejansko. To je prav zaporniško dvorišče. To v filmih, ko gledaš, to se tukaj dogaja. Delo pravosodnega policista je dosti drugače, kot si ga mogoče kdo predstavlja. Dosti dinamično. Če bi kogarkoli zanima že karkoli več glede tega, lahko pride na informativni dan, ki bo tukaj 26. novembra. Hit Radio Antena. Novi hiti.